Erika in Miran Fužir, dobrodošla v večerovem terenskem pogovoru. Pravzaprav sva midva sodelavko Anjo danes pri vaju dveh tukaj dobrodošla, saj sta naju povabila v vajino novo hišo. Namreč smo na Dolgi Brdi na Prevaljah, nad Prevaljami, kjer se te dni začenja nova zgodba družine, ki je bila ena najbolj izpostavljenih v času poplav leta 2023, to je družina Fužir s Prevalj, ki je podivjana meža odnesla lepo hišo, dom, pravzaprav vse. Prav posnetki njihove te lepe hiše, njihovega lepega doma v Petrolu na Prevaljah so gotovo bili tisti posnetki, ki so bili največkrat videni v slovenskih medijih, pa tudi v tujini. A te dni, kot sem že rekel, se začenja za vašo družino nova zgodba. Družina se je namreč ravnokar preselila v novo hišo, kjer bo zaživela novo življenje. Mogoče kar na začetku vam je zdaj dokončno odleglo, kaj vam pomenijo ti dnevi. Nekako imam občutek, da so poplave že ljudje kar nekako pozabili, čeprav te zgodbe še niso končane in se pravzaprav šele končujejo. Tudi ta vaša preselitev je pravzaprav nekakšno zaokroženje vse te zgodbe. Torej, kako se počutite v teh dneh, ko ste zaživeli v novem domu? Ja, torej, ti zadnji novemberski dnevi so vsekako za nas nekaj posebnega, zaradi tega, ker smo se začeli seliti na novo lokacijo v nov dom. Mi se sedaj zavedamo, da je to na nek način tudi konec dveletnega stresnega, turbulentnega obdobja gradnje novega doma. Tako da tudi vemo, da bomo zdaj končno lahko preživeli ene take lepe božične pa novoletne praznike v okrogu družine. No, veliko ste pretrpeli. Kaj vse se je dogajalo v teh vajinih glavah, v vseh teh letih pravzaprav in dolgih mesecih? So ti spomini še kaj živi? So še kdaj te dolge noči, ko se kdaj zbudita in spomnita in potem si morda oddahneta, poplav ni več? Dejansko lahko mogoče rečemo, da tako je Miran prej rekel, zdaj smo zaokrožili to dveletno obdobje, ki smo ga pač mogli prebroditi. Ne? Če se spomnimo nazaj, se je toliko dogajalo, takoj po poplavah, v bistvu se je že drugi dan toliko dogajalo, da dejansko smo mogli se boriti za, ne vem, oblačila, nastanitev, papirje, vse to. Tako da v teh 2 letih je bilo toliko enih obveznosti, pa toliko skrbi, čiščenje za nazaj, reševanje za naprej, da pravzaprav mogoče sploh nismo imeli časa razmišljati, kaj se dogaja, ampak smo samo gurali naprej, če tako rečem, ne. Tako da mogoče na nek način, zdaj, ko smo se malo ustalili na nek način, pa ko smo prišli na to lokacijo, ko smo prišli do novega doma, smo mogoče šele lahko na nek način razmišljamo, ne. Prej ni bilo niti časa, niti ni bilo, nismo smeli veliko razmišljati, ker se je bilo treba boriti. In delati. Tako. No, morda bi lahko ta zgodba bila celo izziv za kakšno knjigo nekoč, ko bodo vsi ti spomini nekako dozoreli. No, ampak zelo hitro ste spoznali, da v tej zgodbi niste in da ne boste ostali sami. Kdaj vam je to kapnilo? Glej, ljudje nas pa vendarle ne pustijo kar tako. Takoj so vam dobri ljudje pa sorodniki ponudili začasno streho nad glavo in potem številne tudi dobrodelne akcije. Ja, že v bistvu takoj po prvih dneh po tej katastrofi je bil odziv ljudi res neverjeten, fenomenalen. In ravno to, oziroma v tistih dneh smo mi najbolj potrebovali, oziroma največ nam je pomenil top objem, lepa beseda. In ta pomoč vsestranska, to ne bomo nikoli pozabili. Dejansko so se ljudje takoj odzvali. Takoj so nas ljudje vzeli pod streho, takoj že naslednji dan so prišli z oblačili, nismo imeli dejansko nič sabo, samo enkrat za preobleči. Bolj so z vseh strani deževali, klici, res ljudje so prihajali. Tako da jaz res lahko rečem, da v tistem trenutku nas je to res držalo po konci. Res, ko ugotoviš, da nisi sam, ko ugotoviš, da
Takrat meni se je zdelo, da ljudje dihajo z nami, no, in to vama je verjetno dajalo upanje. In z Koroško, no, ker mi smo pravzaprav se razsežnosti katastrofe zavedli šele, nas ženske so odpeljali tisti večer, preden se je hiša podrla, Mirana pa očeta 3 dni pozneje in dejansko šele drugi dan, ko smo mi šli v dolino, smo vedeli, kaj se sploh v kraju dogaja, ker naša hiša je od mesta malo odmaknjena in ko so bile poplave, mi smo tisto 2 dni, petek pa soboto pač reševali in nismo vedeli, da je ta televizija nismo imeli, niti nismo imeli časa gledati. In smo videli, kakšne razsežnosti katastrofe sploh so, ne? In takrat so pa tudi odzivi ljudi so bili res in to v takih trenutkih izredni. Nekaj najhujšega, kar bi se lahko zgodilo, recimo, ko doživiš tako naravno nesrečo, da potem ostaneš sam, ker potem lahko v bistvu samo v obup padeš, pa smo res videli luč na koncu tunela. Tudi reševali so vas s helikopterjem, potem ste pa verjetno že začeli počasi razmišljati, kaj bo nekoč, ko bo vse skupaj mimo. Verjetno ste tudi razmišljali, kje bomo pa potem živeli, a ne? Ali je bila vaša prva misel samo pač proč od Meže? Ne, moram priznati, da naše prve misli so bile, da zgradimo dom na stari lokaciji in sicer nekoliko bolj proč od Meže, pa malo više gor. Tako da je tudi 1000-letna voda recimo ne bi dosegla. Samo potem, ko sem pa s pomočjo bivšega sodelavca na Petrolu pridobil mnenje vrhunskega strokovnjaka z področja vodarstva, so nam to odsvetovali. Zato so se pol naše aktivnosti v bistvu usmerile v iskanje nove lokacije skupaj z občino Prevalje. In tukaj smo danes, verjetno pa ni enostavno, kot si že sam povedal, se odločati. Družina je navajena nekako teh vsakodnevnih poti, komunikacij, lokacije, nenazadnje lepo hišo ste imeli. Kako ste potem tehtali in kako je potem prišlo, nekaj si že pojasnil, do odločitve? Saj tudi parcel na Prevaljah pravzaprav ni v izobilju, tako rekoč jih ni. Kako ste se potem prišli do te možnosti? Tu smo pravzaprav imeli veliko sreče, zaradi tega, ker je bil Petrol, kjer sem tudi sam zaposlen, eno parcelo tu na Malineku. In takrat že po nekaj dneh po tej katastrofi se je Petrol povezal z občino Prevalje in ponudil, da proda te parcele za ta namen. In dejansko se je to pol tu zgodilo, občina Prevalje je to odkupila, komunalno opremila, pa smo mi s pomočjo odškodnine to v bistvu odkupili. To je bila ena večja parcela, ki se je razdelila na 3 parcele, ki so jih je občina potem v bistvu namenila poplavljencem. Zato mi smo se odločili za to, ena parcela pa v bistvu... Drugi so našli druge rešitve, tako tretje frajše, prosto. V bistvu je bila ta lokacija, pa ena lokacija spodaj bliže mesta, pa ena lokacija pod Vonjem je še, tista je kar odpadla, ker je blizu vode. Tista na stražišču je bilo rečeno, da bi bila lahko opremljena v 3 do 5 letih, ta pa nekako v enem letu. Tako da smo, ta lokacija nam je konec koncev bila tudi nekako všeč, ker je blizu narave. Je res oddaljena od mesta, ampak... Je lepa, čudovita, razgled na Urško in Peco. Je tukaj zares eden lepših na Koroškem zagotovo. Kaj pa sama gradnja, kako je potem vse skupaj potekalo? Tudi to ni mačji kašelj. Ja, v gradnjo smo v bistvu bili vpeti od samega začetka, začenši z idejno zasnovo. Tam smo v bistvu tudi spoznali čudovite ljudi. Na Marlje so sodelovali z arhitektko Tatjano in v bistvu snovali te prostore bodoče hiše. In ravno zaradi tega dejstva, ker smo tako sodelovali, smo pol, ko smo se zdaj vselili, počutili čisto domače, tako bi že tu bili. To je čisto neka druga situacija, ko pa če kupiš neko vzorčno hišo, ko že vse narejeno, pač ne prispevaš. Ves proces načrtovali, pa sodelovali, pa... Takoj smo pravzaprav tudi, takoj ko je bilo možno, ko smo tisto najhujše ruševine, pa tisto tam pospravili, smo mi tudi dejansko takoj začeli hoditi na oglede montažnih hiš. Odločili smo se za montažno, ker so rekli, da je hitreje in da je nekako enakovredna po kvaliteti. Tako da smo začeli pridobivati ponudbe, se vrgli smo vse kataloge in pol smo res nekako ostali pri Marlecu, ja. In ste zdaj seveda, kot vidim in sta mi povedali že prej, zelo zadovoljni. Ja, imamo same pozitivne izkušnje, moram reči. Koliko je vse skupaj stalo? Država vas ni pustila na cedilu, pa tudi številne akcije humanitarne, dobrodelne ljudi so bile uspešne. Na nek način je to dvorezen meč.
ko se družina enkrat pojavi in je medijsko tako izpostavljena, je težko, ker ni enostavno biti vsak dan v časopisu, na televiziji, po vseh mogočih medijih s svojim obrazom, pojasnjevati svojo stisko. Vendarle je pa tisti pozitivni učinek ta, da ljudje, ko to vidijo, pomagajo. Ne? In tudi pri vama je bilo tako, akcije so bile tako doma, kot tudi v tujini. Se je nabralo torej dovolj denarja, da lahko normalno zaživite, ste tudi opremili hišo. Za kakšne zneske tu gre? Prva cenitev recimo je bila narejena še po neki stari metodologiji, tiste je res taka mizerna, to so vsi rekli, tudi še takrat župan, da to ne bo v redu. Kasneje, ko je pa vlada dala nove usmeritve, je pa cenitev bila vsekakor dostojna, kajti oni so ocenili škodo na dan pred poplavo na 31. julij 2023. Teda mi smo potem podpisali pogodbo z državo, s tem se je v bistvu država rešila nas in uveljavila tudi obratno in pa smo vse nadaljne aktivnosti pač vodili v svoji režiji. Teda to je bila v bistvu največja finančna sredstva, ki smo jih dobili, ampak zelo pomembna so pa tudi sredstva, ki smo jih dobili s pomočjo donatorstva. Vemo, da občina Prevalje je takrat odprla tekoči račun samo za našo družino. Nekaj sredstva smo dobili iz tujine preko GoFundMe, tako da s temi sredstvi smo mi v bistvu pokrili odkup komunalno opremljenih obeh parcel, plačali komunalne prispevke, potem je bilo treba narediti 2 škarpi, ki sta bili vključeni v gradbeno dovoljenje, čeprav smo mi upali, da to ne bo treba, ker je to še kar lep zalogaj, ampak pa se je izkazalo zaradi same konfiguracije terena, da pač mora biti. Pol je seveda ostala gradbena dela, ki so nujna, preden se lahko začne sploh montaža hiše. Tako da to se nam je išlo, ni sicer še zaključena finančna slika, ker imamo še to, zdaj še notranjo opremo, še ni čisto zaključeno. To smo pa pokrivali z donatorskimi sredstvi posameznikov, ki so nam pomagali. V mojem okolju, odkudar jaz prihajam, posebej izrazit odziv je bil na Štajerskem, odkudar prihaja žena Erika, tako da tem ljudem smo res neizmerno hvaležni. No, ko smo se pogovarjali za ta intervju, nista tako zlahka pristala, ker razmišljata tudi o tem, da si vendarle želite tudi mir. In cenim in hvala, da sta nas sprejela, ampak vseeno ste tudi dejali, da se želite tudi na ta način ljudem zahvaliti in jim sedaj to pokazati in povedati, zdaj smo pa tukaj srečni in lahko v miru živimo naprej. Dejansko je res, tako ste rekli, ne? Ni se enostavno tako pojavljati. V bistvu v tistem trenutku smo bili popolnoma razgaljeni in naše slike so bile v tisti katastrofi povsod. Ne? In potem se izpostaviti, ni enostavno, ne? Ampak res, glede na to, kako odziv ljudi je bil, se tudi nam zdi, tako ste rekli, prav, oziroma bi želeli res, nikako ne moreš se vsem zahvaliti, ne moreš priti do vsakega, ker enostavno časovno ne zmoreš, fizično ne zmoreš, ampak smo res, tako smo se pogovarjali, sprejmemo te stvari tudi z namenom, da ljudje vidijo, da se jim res na tak način zahvalimo, ker odziv je bil res ogromen, tako je rekel Miran, na Koroškem, v bistvu cela Slovenija, pri nas spodaj, Štajerska je res, vsi, ko so nas vsaj nekako poznali preko nekoga, so res in res iskrena hvala. No, in tudi ta vaša zgodba daje upanje tudi drugim, ko bodo v prihodnje prišle taki trenutki, da upajmo seveda, da ne bodo ostali sami. Torej, hvala, da ste sprejeli ekipo Večera, morda samo še to, pred koncem zgodba zanimiva je tudi s to fotografijo. Miran, enkrat sva jo v Večeru že predstavila, mogoče še enkrat s tvojimi besedami, poveš, za katero fotografijo gre. To je namreč fotografija iz Večera iz leta 1978, ki jo je imel oče takrat v najhujših dnevih tudi v hiši, ampak oziroma v vrtni uti ali nekaj take v garaži. Delavnici. In je ostala cela, torej izvoli. Ja, to je res ena taka posebej zanimiva zgodba v sklopu te tragedije, ki smo jo doživeli. Namreč mi, da z očetom smo šla iz sobote na nedeljo, ko je prišlo do te tragedije, šla spat s sosedom Šolnom. Tragedija se je zgodila malo čez 1 uro zjutraj
In seveda zjutraj, ko se je zdanilo, smo se med odpravila pogledati, kakšne so posledice tistega strašljivega, kratkotrajnega zvoka, ki se pojavil tam ob enih zjutraj, ko se je to zgodilo. Seveda, ko smo prispela do tistih ruševin, drugega nadstropja ni bilo, vse je bilo pri tleh, ampak v oči mi je upadla ta predmet, ki je bil obrnjen navzdol na trato, pa 2-3 metra proč od ruševin. In ko sem ga vzel v roke, vidim, da je to slika skoraj nepoškodovana, samo steklo je bilo počeno. In to je slika mostu, ki je v bistvu odgovoren za to, da smo mi izgubili most, oziroma dom. In hkrati je to most, ki je prvič klonil pod težo tovornjaka leta 1978 oktobra. In takrat je ravno iz Mežice se pripeljal vaš novinar Franc Roter, seveda to dokumentiral, poslikal, to je bilo objavljeno večer, mi smo to izrezali, uokvirili in to je imel oče v delavnici na notranji steni. Kako je to padlo ven, na zunanjo stran, nepoškodovano, mi še danes ne znam kaj. Mogoče pa to je eno sporočilo, da most ni ustrezen. No, sedaj je k sreči že postavljen novi, drugi za Leše še ne, tistega Prevaljčani še pričakujejo. In tudi gospoda Roterja sem poklical takrat, ko sva to zgodbo predstavila in je bil tudi navdušen in zelo vesel, da je do tega prišlo. Takrat se je vozil iz rudnika Mežica, kjer je pokrival neko drugo zadevo, mislim, da to ekološko stanje v Zgornji Mežiški dolini in takrat je slučajno posnel to nesrečo. Tako, s tem bi jaz zaključil naš pogovor, mogoče bi vama dal priložnost še za zaključno misel, konec dober, vse dobro, kaj bi na koncu povedala vsem, ki nas danes poslušajo, gledajo oziroma berejo pred prazniki in novim letom. Ja, jaz bi vsekakor ponovno izpostavila, kako pomembno je, da se ljudje stojimo ob strani v stiski, pa še eno spoznanje, v bistvu me je doletelo, če temu tako rečem, skozi ti 2 leti. Mi smo bili v začetku res, naša nesreča se je dogajala vsem na očeh. V teh 2 letih pa dejansko nismo mi razlagali, kako gre ta proces naš skozi, ker niti nimaš časa, vse to mora iti skozi, ampak kaj se v ozadju človeku dogaja, pa ne veš. Pogovarjaš se z marsikom in ugotoviš, da imamo ljudje takšne in drugačne težave. In mogoče eno spoznanje v tem času, ki mogoče se upada tudi s tem časom, kako pomembno je, da smo drug z drugim strpni, da smo drug drugega prijazni, ker nikoli ne vemo, kak boj kdo v sebi bije. In verjetno tudi srečno vama in vaši družini, če še jaz dodam svoj lonček v novem letu in pa vsem, ki so nas spremljali oziroma naš danes spremljajo in vam pa vse dobro v novem domu. Najlepša hvala.